Dober večer, policisti, upravne enote 112, zdravniki, gasilci, sodniki. V Sloveniji skoraj ni več nobenega, ki ne bi stavkal. Kako se bodo s stavkovnim valom spopadli na vladi? Kako se na stavko pripravljajo v različnih dejavnostih? Poslušajmo izjavo Aleša Hojsa. Hvala lepa za besedo. Jaz bom povedal takole. Znam se hudo. Nič ne bom povedal, ker nič ni napisan. Prosite, glede, mi smo navajeni, da v naši stranki se napiše zadeva, ni nič napisan, jaz zdaj ne morem kaj da povem, zdaj kar zgledam nekaj govorim, kaj? Kaj, jaz se nekaj spomnim, sem nisem jukebox, sem zdaj kar nekaj glede. Ja, zdaj pa že to, zdaj pa govor, ja, kako? Moram reči, kaj pa kako, kaj jaz rečem? Stavkanje, zakaj stavkajo? Ja, jasno je, sem že vedel, da stavkajo, sem že takoj vedel. Ker so sporedni rezultati, sporedni volitev, pa že sem mislil, da tole bo stavkali. Ja. Zdaj sem jaz vodni do pripeljal, sem se vzil svrgu. Ja, pa meni stavkov. Ja. Dobro. Ne? Poleg že omenjenih pa se lahko zgodi, da se stavkajočim v kratkem pridružijo tudi menedžeri. Ne? Kakšne so njihove zahteve, je za našo televizijo, zdaj v studiu, nam bo povedal, ne? Joc Pečečnik, ne? Na drugi strani pa v imenu vlade tudi ministrica za digitalizacijo Emilija Stojmenova Duh. Ne? Gospod Pečečnik, ne? Če začneva midva, ne? Vi ste proti nadomestilu za prehrano, če vas zdaj direktno izzovem. Zakaj? Smo najprej proti temu, da se menedžerje nasploh izkorišča strani delavcev. Dobro. Delavci danes izkoriščajo menedžerje v nula. Proti malici smo pa itak, naj se najejo ljudje, preden grejo v službo. Zakaj bi jaz malc plačeval, se meni kot podjetniku tudi nišče malca ne plača. S polnimi želodci pa itak ne morajo delati. Dobro. Zdaj. Pol se pa nažre 3 sendvičev, pa ne dela več, produktivnost pa bruha, pa na več se hode, pa lulat, pa Dobro. se to ne vedi nekamor. Konkurenčnost Slovenije s tem sigurno ne bo napredovala. Gospa ministrica, ne, slišali smo, ne, se naje 3 sendvičev. Ste se tudi vi najedla 3 sendvičev? Jaz sem se kot ministrica najedla digitalno, kar pomeni, da sem uploadala en sendvič in uploadala drug sendvič, ko pa sem zamenjala prehrano, šla sem iz mesa samo na zelenjavo, sem updatala svoj prehranjevalni sistem kot strokovnjakinja za digitalizacijo. Imam še 2 sendviča, imam. Zakaj mi skačete v besedo? V besedo mi skačete Pa ne tudi, zato, ker ste čefurka. ker Ne sem zato, ker ste ženska in čefurka. še to je bolj toliko žalostno, Ne, da mi gospa skačete ministrica. kot novinar Gospa z ministrica. dolgoletnimi dolgoletnimi izkušnjami na izkušnjami, največji tako je. komercialni In ker imam televiziji. dolgoletne izkušnje, Ja, ne, gospa imate, ministrica, pa jih vas ni bom zdaj videti. direktno izval, ne? Zdaj vas bom pa direktno izval. Kje so te sendviči? Bi vam povedala, pa vam ne bom, zato ker skačete v besedo. So pa sendviči dobri. Bom jaz Gospod- izval, koliko ljudi ste vi zaposlila? Povejte mi, koliko ljudi ste vi, Zaposlila- koliko rekobratcev ste Kot izpolnila? ministrica. Koliko potnih stroškov Kot ste izpolnila? ministrica nisem zaposlila nobenega človeka, sem pa kupila 13.000 računalnikov in s tem digitalizirala Danes- Slovenijo. Danes gre denarja. razpis ven, ne? Danes gre A že razpis. vemo, kje so računalniki? 14. januarja smo rekli, ali februarja, da bomo Januarja. začeli januarja. Zdaj smo pa aprila. S čegavim To da- ni res. Smo še vedno januarja, to so zopet vaše neke nepreverjene informacije. Smo aprila. čegavim denarjem ste kupila računalnike? S čigavim Smo- denarjem? Z Z mojim evropskim. denarjem, ko sem mogel Z rusko ruleto evropskim prodati. denarjem. Gospod Pečečnik, pa če greva naprej, ne, tukaj imam Sveže napisano. natiskan denar. Sveže natiskan denar, ne. Veste, kje je ta denar? Vsak nosi svoj nahrbtnik, nekateri imajo v nahrbtniku tudi Tudi denar. denar. Dobro. Vi, gospod Pečečnik, ste tudi proti bolniškim stažem zaradi poškodb pri delu. Zakaj? To je pa normalno, saj ne smo mi menedžerji krivi, da so ljudje nerodni, da se poškodujejo. A meni kdo plača, da se jaz poškodujem na delovnem mestu
Pa da mi potem kdo, a mi delavc plača, da se jaz poškodujem? Mi ne plača. Dobro, Če gospod. so ljudje neroden, ne vem, zakaj bi jim plačeval na Gospod, slišala, oba sva slišala, ne? Kaj je rekel gospod Pečečnik? Ja. Ljudje so nerodni. Gospa ministrica, direktno vas bom vprašal, ste nerodna? Zato pa jaz pravim, da je treba zaupati računalnikom. In Pa Slovenija, kje so računalniki? 13.000 računalnikov smo kupili kot ministrica za digitalizacijo. Sem mnenja že od samega začetka bila, da je ta poteza ministrstva in vlade Zelo dobra diplomatski poteza. odgovor. Ne gre za diplomatski odgovor, diplomatski gre zgolj za gospa odgovor, ministrica. ki sem ga tudi digitalizirala in to, kar vi zdaj slišite, kar jaz govorim, govorim v digitalni obliki. Zdaj mi povejte, koliko ste vi ljudi odpustila? Če že niste zaposleni, Ne, ne. Spet, koliko ste ljudi to so zaposlila? vse Gospod dezinformacije. Pečečnik. Odpustili nismo nobenega, smo pa kupili 13.000 Odpustili računalnikov, z mojim denarjem. ki jih hranimo na lokaciji, ki je Z mojim skrita in denarjem vam sem tega mogel ne leto morem prodati v povedati. Ameriko, da se Odpustili lahko niste nobenega, so pa sami šli, ne, gospa ministrica, od vas. Ampak gremo naprej, ne. Ste proti izplačilu 13. plače, gospod Pečečnik. Tako ste zapisali. Zakaj? Absolutno, gledajte, slovensko gospodarstvo bo konkurenčno sam, če bomo do 9 ali pa 10 plač na leto izplačevali. Kaj šele 13? 13 je več kot 12. Mesecev je 12, 13 plača krati konkurenčno slovenskega gospodarstva. Po našem mnenju največ 9-10 plač na leto, pa bomo ok. Pa je to mnenje digitalno, se bomo spraševali tudi v prihodnje. Gospa ministrica, samo še zadnje vprašanje. Ne? 13 je več kot 12, je rekel gospod Pečečnik. Zakaj? Zato, ker računalnike bomo razdelili z današnjim dnem tudi pred RTV-jem je štand in vabljeni vsi, da pridete po računalnike. Jih je veliko, toliko veliko pa spet ne. Hvala, gospa ministrica, in hvala, gospod Pečečnik. Hvala pa tudi vam, ker ste zdržali z nami.